Vlada je na 106. seji, to je bilo prejšnji četrtek, soglasno sklenila imenovati posebnega poročevalca predsednika Vlade Republike Slovenije za ugotovitev možnih poti za uspešen iztek reformnih procesov v Bosni in Hercegovini glede ustavne ureditve in njene prihodnosti. Jaz sem na ta položaj, ministrski svet pa je to v celoti sprejel, predlagal prvega predsednika Republike Slovenije, gospoda Milana Kučana. Ob tej priložnosti bi se mu želel tudi javno zahvaliti, da je sprejel to zelo zahtevno vlogo. Pogovori o tem, ali naj se Slovenija v večji meri angažira pri nadaljnih reformah ustavne narave v Bosni in Hercegovini ali ne, še posebej v teh kriznih razmerah, bi to najbrž bilo več kot potrebno, so trajali dalj časa. Ko me je predsednik vlade povprašal, ali bi bil pripravljen sprejeti to nalogo, sem dolgo časa razmišljal, ker se mi zdi, da je to hudo velika odgovornost. Na koncu sem se odločil, še posebej po današnjem pogovoru tudi z predsednikom Republike. Moja naloga je, da po pogovorih v Bosni in Hercegovini ugotovim, ali zdaj po volitvah obstoji pripravljenost ključnih političnih akterjev v tej meni dragi republiki za nadaljne, radikalnejše ustavne reforme, ki bi po eni strani zagotavljali večjo funkcionalnost države, po drugi strani pa jo približali procesu integracije v Evropsko unijo. Torej, ali obstoji pripravljenost na ustavne reforme, dokot in v katero smer, in seveda, kaj so alternative, če te pripravljenosti ni ali ne bo. Seveda, ni na meni, ni na Sloveniji, da išče formule teh sprememb, potem se bodo morali sporazumeti politični akterji v Bosni in Hercegovini, je pa interes in odgovornost po svoje tudi Slovenije, da jim pomaga, če bo seveda takšna pomoč zaželjena in pričakovana. Pričakovanj nerealnih v zvezi s tem seveda biti ne more. Mi smo vendarle kot Slovenija del aktivnosti, ki teče v okviru Evropske unije in drugih mednarodnih faktorjev, tako da je to kvečemu lahko prispevek k tej skupni volji, da se Bosna in Hercegovina vzpostavi to, kar po moji sodbi je dejavnik stabilnosti in napredka celotne te regije, s katero smo tudi mi tako in drugače zgodovinsko, politično in gospodarsko povezani.